Dobro večer. Ravno kar se vračam iz hribovske ture, tukajle v prelepih Julijskih Alpah v Tamarju. Na mrzu večer bi običajno iskal odprto kočo, apartma, saj šotor ne pride v poštev. Vendar je danes zgodba precej drugačna. Kajti v izteku doline me čaka novi Supersonik, ogrevan avtodom, ki omogoča prijetno bivanje tudi v takih razmerah. Ja, karavaning že kar dolgo časa ni več samo domena toplejšega dela leta, saj si sodobni nomadi želijo svet na kolesih odkrivati tudi tam, kjer bolj kot hladno pivo paše skodelica vročega čaja. Jasno, aktivni življenjski slog se pač odvija tudi po zimi na strmih smučarskih pobočjih, v tekaških špurah gorskih dolin, ob termalnih vrelcih, adrenalinskih snežnih parkih in v novoletnem iskanju recimo najlepših ognjemetov in najbolj divjih zabav po evropskih prestolnicah. Dobro jutro. Alde talno gretje v temle Adrijinem Supersoniku deluje zares odlično. Kljub temu, da je temperatura zunaj krepko pod -10, sem si termostat nastavil na spalnih prijetnih 17 stopinj in gretje deluje zares odlično. Ogrevalni sistem Alde s toplovodnim talnim ogrevanjem zagotavlja zares prijeten bivalni občutek, ki v kombinaciji z dvojnim dnom odlično parira nizkim temperaturam in zlasti zjutraj razvaja potnike, ko se bose noge dotaknejo toplih tal. Enakomerno segreta talna površina zagotavlja optimalno kroženje toplega zraka. Pri klasičnem razpihovanju toplega zraka bi bila stekla v bivalnem delu bistveno bolj zarošena kot sedaj, ko se je toplota enakomerno dvignila po celi površini tal. Adrijini inženirji in arhitekti so v skladu s filozofijo vrhunskega udobja, ki naj bi ga ta integrirac ponujal, toplotno in energijsko upravljanje bivalnega dela zasnovali po principu pametne napeljave, ki se lahko primerja s tistimi v luksuznih nepremičninah. Kontrolni plošči ogrevanja in električnega napajanja ter nivoja sveže in odpadne vode so preprosti in za uporabo zelo pregledni. Moderna karavaning arhitektura pa v tem višjem segmentu narekuje tudi trendovsko uporabo ambientalne LED osvetlitve, ki je v tokratnem testnem primerku res lepo sovpadala z modernim barvnim tonom oblazinjenja in pohištva. Dnevno-jedilni kot je v Supersoniku odmerjen precej bogato. Vrtljivi pilotski sedeži, kotna sedežna garnitura in pomožni stranski sedež omogočajo udobno obedovanje vsaj 5 oziroma celo 6 ljudem. Levi delež k prilagodljivosti dinete doprinese še po višini nastavljiva miza, ki je tudi horizontalno gibljiva v vseh smereh. Če je kuhinja v nekem obdobju v tovrstnih vozilih bolj kot kaj drugega pomenila nujno zlo, je prav slednja v moderni karavaning percepciji zapisana precej drugače. V L oblikovana kuhinja z razmeroma veliko delovno površino, troplamenskim štedilnikom, pečico, napo, skritim pomožnim košem in pomivalnim koritom z elegantno dizajnersko oblikovano mešalno armaturo za toplo in hladno vodo bo vsekakor navdušila vsakega kuharskega mojstra, ki pa bo v tem delu vozila zmogel pričarati kaj več kot le juho iz vrečke. Uporaben kuhinjski blok razvaja tudi s prostornimi in mehko zapirajočimi se predali ter priročno visečo omarico. No, ena izmed najpomembnejših postavk bivalnega udobja na kolesih je seveda kakovost in prostornost površin namenjenih počitku in osebni higieni. Tlorisna oznaka I701SC pomeni, da se v zadnjem delu nahaja lastniška spalnica z ločenim tušem in WC-jem ter veliko, vzdolžno postavljeno in električno nastavljivo dvojno posteljo, ki omogoča dostop z obeh strani. Prav ta dostop, po našem mnenju, ukrade preveč posteljnega razkošja, ki utegne biti v drugi tlorisni različici Supersonika z 2 velikima ločenima oziroma dodatno povezljivima posteljama veliko bolj prijetna, zlasti v daljših zimskih nočeh. V Supersoniku te tlorisne izvedbe lahko udobno prenočijo 4 potniki. V prvem delu vozila pa izpod stropa s pomočjo elektrike spustimo še dodatno ležišče. Za lažje izstopanje in vstopanje v avtodom skrbi električna stopnica. Poleg električne stopnice pa je zanimivo tudi dno vozila. Ta je v prid boljše izolacije
dvojno dno pa lahko izkoristimo tudi za pospravljanje kakšnih manjših predmetov. Polno integrirani avtodom Adria Supersonic i701 SC je najbolj razkošen celosezonski odgovor v paleti novomeške tovarne, ki se želi s to novo cestno križarko približati tudi tistim najbolj zahtevnim kupcem. Elegantna srebrna zunanjost, atraktivni nos poudarjen z LED lučmi in dimenzijska zajetnost tega avtodoma privabljajo poglede tako na cesti kot v kampu. Nikaj, Supersonic izžareva sodoben dizajn in zagotovo sodi med lepše predstavnike integriranega razreda. Njegove aerodinamične linije so začrtane premišljeno in kljub zajetni čelni površini ter masi preko 3 ton se je ob varčni vožnji in zimskih gumah poraba spustila tudi pod 10 litrov. Kar se tiče vozniških občutkov, je srebrni velikan zelo prepričljiv. Fiatov Multijet z močjo 96 kW v kombinaciji s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom z veliko težo nima težav. Nekoliko ga upehajo le dolgi avtocestni klanci, a Supersonica je mogoče naročiti tudi 180 konjskim dizlom. Voznikov delovni prostor je, kot se za integrirani avtodom te velikosti spodobi, precej razkošen, prostoren, volumensko bogat. Jasno, Adria Supersonic je prava cestna križarka, namenjena predvsem hitremu in udobnemu nabiranju avtocestnih kilometrov. Treba pa je povedati, da davek tega razkožja voznik plača predvsem v veliki širini vozila. In dejstvo je, da vsaj uvodnih nekaj kilometrov zahteva malce tistega avtobusnega prilagajanja skozi zavoje. Zares prepričljivo pa je novo Alko podvozje s širšim kolotekom in zračnim vzmetenjem, ki nudi zares veliko cestnega obdobja, varne prehitevalne manevre kljub veliki bočni površini, avtodom pa je na teh voznih temeljih tudi smerno izjemno suveren. Zimski mraz torej Supersonicu res ne pride do živega, saj ima ogrevan tudi prtljažni boks in rezervoar odpadne vode. Je pa res, da tlorisna postavitev testnega primerka ni najbolj primerna za smučarsko družino. V ta namen imajo v Novem mestu pripravljene druge zimsko-letne predstavnike. S Supersonicom boste torej res brez težav tudi jeseni po zimi in zgodaj spomladi raziskovali Sredozemlje, pa termalne riviere in tudi recimo evropski sever. A treba se je zavedati, da bi ga bilo v tem primeru zaradi še večje energijske neodvisnosti morda pametno naročiti še z enim dodatnim bivalnim akumulatorjem in opremiti s sončnimi celicami. Zimske počitnice na kolesih pa so v tej cestni bivalni križarki lahko zares dobra alternativa, zlasti če cenite svobodo odprtih cest.